Prehajamo na drugo točko, vprašanja in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Gibanja Svoboda Karle Urh bo odgovorila dr. Marija Tadeja Ježek, svetniške skupine Liste Mateja Slaparja Romane Včakar bo odgovoril Boris Ravbar in svetniške skupine LSU Aleksandra Uršiča bo odgovorila Lidija Fujan. Prvo dajem besede gospe Karli Urh v imenu svetniške skupine Gibanja Svoboda. Izvolite. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. No, naše vprašanje se glasi: dne 16.9.2021 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o pričetku državno-prostorskega načrtovanja številka 2219 za zagotovitev dvotirnosti ter regionalne elektrifikacije železniške proge Kamnik-Ljubljana. Trenutno ni znanega nič o napredku na področju umeščanja projektov v prostor. Skladno s tem vas sprašujem, ali nam lahko poveste, v kakšni fazi je trenutno projekt umeščanja DPN številka 2219, kdaj je bila občina v zadnjem kontaktu s projektanti oziroma investitorjem DRSI v zvezi s tem projektom. Projekt ima izjemen pomen za celotno občino Kamnik, njegova izvedba bo začrtala smer razvoja naše občine na številnih področjih. Če na izvedbo projekta ne bomo ustrezno pripravljeni, tvegamo izgubo ogromnega potenciala železnice za razvoj mesta Kamnika širšo okolico. Skladno s tem me zanima tudi, ali občina Kamnik sočasno z umeščanjem železniške proge načrtuje tudi spremembe prostorskih aktov ob železniški progi. Če je odgovor ne, me zanima, zakaj občina nima ustrezne zemljiške politike. B, če je odgovor da, me zanima, kakšne spremembe prostorskih aktov predvidevate. V dokumentu številka 99/20 državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge številka 21 Ljubljana Šiška Kamnik Graben je v grafičnem opisu sprememb možno opaziti, da bo nadgradnja potekala po obstoječi trasi in se ustavila na obstoječem postajališču Kamnik Graben. Zdaj vi nimate skice oziroma projekcije, ampak mogoče samo to, da vemo, da bi dostop do železnice potrebovali tudi v Stranjah, kjer obstaja potreba tako z vidika prevozov potnikov, kot potreba po prevozu tovora, kamnolom Kalcet. V zvezi s tem vas sprašujem, ali je občina Kamnik kadarkoli v procesu načrtovanja izrazila formalno željo, da bi trenutno regionalno železniško progo podaljšali do Stranj. Če je odgovor ne, me zanima, zakaj tega niste storili. Če pa je odgovor da, me zanima, v kakšni in kateri fazi načrtovanja ste to naredili, ter ali ste vaše želje naslovili v formalni obliki, na primer v obliki pripomb in na smernice DPN-ja. Hvala. Hvala. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Skladno s strategijo prostorskega razvoja Slovenije, resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, načrtom vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025 ter sklepom o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge številka 21 Ljubljana Šiška Kamen Graben, ki ga Vlada Republike Slovenije je sprejela dne 16.9.2021, so v izdelavi strokovne podlage, okoljsko poročilo in študija variant predinvesticijska zasnova za nadgradnjo železniške proge številka 21 Ljubljana Šiška Kamnik Graben, tako imenovana kamniška proga. Nadgradnja kamniške železniške proge bo obsegala sanacijo obstoječe proge, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja, dvotirnost med postajama Ljubljana Šiška in Kamnik, s čimer bo omogočen taktni tirni promet, elektrifikacija, nov potek železniške proge na območju Ježice, preureditev in posodobitev postaj in postajališč, prilagoditev cestnega omrežja vzdolž proge in ureditev ustreznih na našem območju izvennivojskih prehodov preko proge ter nadgradnjo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav.
Omenjeni projekt je trenutno v fazi izbire variant za izbiro študijo variant predinvesticijska zasnove za nadgradnjo železniške proge številka 21 Ljubljana, Šiška, Kamnik, Graben, optimizacija na trasi proge. Občina Kamnik se je svoji predlogi in pripombami aktivno odzvala že na strokovne podlage in pred študijo upravičenosti za nadgradnjo železniških prog v Republiki Sloveniji oziroma prometno študijo izdelano v septembru 2021 in sicer na del, ki zadeva nadgradnjo kamniške proge. Za Ministrstvo za infrastrukturo, ki so jo izdelali v podjetju PNZ, svetovanje in projektiranje iz Ljubljane in cestni inženiring. Na predlog občinske delovne skupine Urbanistični biro družba za upravljanje okolja Kamnik pripravlja strokovne podlage in usmeritve za predloge, ki smo jih želeli umestiti v predlog študija ministrstva. 15.5.2023 je na DRI potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, DRI upravljanje investicij, načrtovalci študij in predstavniki občine Kamnik z namenom obravnave dopolnjenih predlogov in pripomb na izdelano študijo za nadgradnjo kamniške proge. Zaradi poplav avgusta 2023 so se pogovori in usklajevanja začasno ustavili. 20.5.2024 je ponovno potekal sestanek predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo, DRI, sektor za investicije v železnice, pripravljalcev študija in predstavnikov občine z namenom, da občino Kamnik seznanijo za dopolnjeno študijo, ki je delno vključevala naše pripombe, delno pa tudi ne. Občina se je po seznanitvi z dopolnjeno študijo odzvala in ponovno pripravila podrobnejšo obrazložitev tistih predlogov in pripomb, ki niso bili vključeni v študijo in jih ponovno posredovala pripravljalcem. Strokovno utemeljitev teh predlogov je za občino Kamnik pripravila podjetje RRD, Regijska razvojna družba. 3.10.2024 je na DRI potekal sestanek s predstavniki vseh občin ob progi Ljubljana, Šiška, Kamnik, Graben, to je za ljubljansko občino, Trzinsko, Domžalsko in Kamniško, kjer so nam predstavljene dopolnjene rešitve strokovnih podlag za nadgradnjo kamniške proge. Na tem sestanku smo ponovno izrazili zahtevo po nekaterih popravkih in dopolnitvah oziroma zopet izpostavili, da od nekaterih predlaganih rešitev nikakor nismo pripravljeni odstopiti. Ena od najpomembnejših nalog na strani občine je izdelava prometne študije in celostne prometne strategije, ki je že v pripravi in bo vključevala tudi predloge zajete v študiji. V obeh dokumentih je pomemben element smiselno navezovanje občinske infrastrukture na prenovljeno železnico, ustrezna ureditev podhodov, prilagoditev cestnega omrežja, uskladitev parkirišč Park and Ride, povezava prometnih in drugih poti, kolesarske pešpoti ob železnici. Občina je vztrajala pri nadaljevanju železniškega tira do Smodnišice za namenom prevoza tovora, interes je izrazila tudi družba Calcit d.o.o. Občina Kamnik v fazi izdelave študija predloga za podaljšanje železnice za potniški in tovorni promet do Stran ni podala. Z vidika prometa bi bilo namreč smotrno podaljšanje proga ne le do Stran, pač pa vsaj do proizvodnega podjetja Calcit, ker bi bil z vidika terenskih omitev predstavil velik poseg v prostor. Ozka dolina, predvsem severno od osnovne šole Stranje, rušenje stanovanjskih objektov, prestavitev obstoječe cestne in komunalne infrastrukture. Ob tem je treba upoštevati, da je celoten projekt že v izhodišču predvideval le modernizacijo obstoječe poti trase. Glede na dejstvo, da gre za državni prostorski načrt, občina ne more načrtovati tovrstnih prostorskih aktov. Gre za državni prostorski načrt, ki je seveda v pristojnosti države, ki bo za realizacijo le tega tudi zagotovila potrebna sredstva. Železniška infrastruktura je v lasti države, tako da občine sicer lahko pri načrtovanju sodelujemo na način, da investitorji in pripravljavci posredujejo predloge, zahteve in pripombe, nimamo pa resničnih vzvodov, da bi vsako našo rešitev tudi realizirali. Vkolikor se država s tem ne strinja. Ne glede na navedeno si bo občinska uprava seveda še naprej prizadela v postopku čim aktivneje sodelovati in argumentirano podati predloge in pripombe, ki so v občinskem interesu. Hvala lepa. Hvala. Želite dopolnitev? Izvolite. Torej, hvala lepa za odgovor. Ja, se je že res, se strinjam, za prevoz bi bilo idealno tudi tovornega prometa, vendar veliko ljudi, posebno mladine, se obrača z vprašanji, zakaj ni proge do
konca smodnišnice, torej do spodnjih stran, ker bi bilo precej olajšanje, ne bi potrebovali prevoza in zdaj ob teh, bom rekla, tudi zmedenih situacijah glede prevozov javnih, bi bilo še kako dobrodošlo za študente in dijake, da bi se lahko vključili tudi že v spodnjih stranjah. Glede na to, da tir je, jaz mislim, da to ne bi smel biti tak problem. Si bomo pa, upam, skupaj prizadevali, da mogoče res pridemo do nekega cilja in do stran. Hvala. Hvala. Besedo dajem svetniški skupini Liste Mateja Slaperja, Romana Učakar. Izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V imenu svetniške skupine izražamo zadovoljstvo, da smo uspešno kandidirali na razpisu za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih v naši občini. Ob tem bi nas zanimalo, ali že obstajajo konkretne informacije glede začetka gradnje teh sončnih elektrarn, predvsem na naslednjih objektih: Osnovna šola Stranje, Glasbena šola Kamnik, enota Tinkara, Stari grad nad Kamnikom in pa bazen pod Skalo. Lepo prosim za podatke o predvidenem časovnem načrtu za začetek in izvedbo del na omenjenih lokacijah ter o morebitnih dodatnih rokih, ki jih še načrtujete v okviru tega projekta. Najlepša hvala za odgovor in pojasnila. Hvala. Besedo dajem Borisu Ravbarju. Izvoli. Hvala. Vsem en lep pozdrav. Občine Kamnik, Radovljica, Tržič, Bohinj, Krško, Bled in Škofja Loka, združene v konzorcij, smo s projektom izvedbe sončnih elektrarn na objektih v lasti omenjenih občin uspešno kandidirale na prvem prijavnem roku javnega razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih in smo upravičene do vseh zaprošenih sredstev. Občina Kamnik v tem projektu nastopa kot vodilna konzorcijska partnerica. Vrednost vseh nepovratnih sredstev za celoten konzorcij znaša malo več kot 1 150 000 evrov. Vrednost nepovratnih sredstev za občino Kamnik pa znaša 217 481,60 evrov. Omenjeni projekt postavitve sončnih elektrarn na različnih javnih objektih v lasti občin je usmerjen v povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in prispevanje k zelenem prehodu. Projekt vključuje izvedbo sončnih elektrarn, ki bodo izvedene po različnih shemah priključitve. Za sončne elektrarne v našem primeru sta predvideni dve shemi. In sicer sončni elektrarni na objektih Stari grad ter bazen se bosta priključili še po shemi net metering. Ostale tri sončne elektrarne pa bodo tvorile skupnostno samooskrbo, to je pa po shemi PS3B. Za sončne elektrarne na objektih Osnovna šola Stranje, Stari grad nad Kamnikom ter bazenom je javno naročilo zaključeno in se bo še v tem mesecu izvedla uvedba v delo. Predviden rok izvedbe do končne priključitve naprav v omrežje je 120 zaporednih koledarskih dni od uvedbe v delo, sama montaža ter oddaja vloge za priključitev pa se predvideva že 15.12.24. Glede na odobrena nepovratna sredstva in pridobljene ugodne cene za izvedbo sončnih elektrarn preko javnega naročila bomo lahko skoraj vse upravičene stroške investicij, razen DDV, ker v takih projektih DDV ni upravičen strošek, prekrili z nepovratnimi sredstvi MOPE-ja. V ostale dve, v elektrarni pri Glasbeni šoli Kamnik ter vrtec Antona Medveda enota Tinkara
se bota pa postavili v okviru celovite energetske sanacije teh dveh objektov, to je v letu 2025. Naša občina pa se je na drugem razpisnem roku, to je jeseni letos, v okviru konzorcija, ki združuje 17 partnerjev, pretežno gorenjskih občin ter en javni zavod pod vodstvom občine Kranjska Gora, ponovno prijavila na nepovratna sredstva MOPE-ja. Sam izid razpisa pa še ni znan. Ker se zavedamo potenciala pridobivanja sončne energije in trenutno relativno visoke stopnje sofinanciranja investicij v sončne elektrarne, to je 730 evrov na kilovat, pregledujemo možnost kandidiranja za nepovratna sredstva z morebitnimi novimi sončnimi elektrarnami na zadnjem tretjem roku MOPE-ja, to je pa februarja 2025. Potencialni objekti, kjer se lahko načrtujejo namestitve sončnih elektrarn, pa morajo biti v lasti občine, potem statično, požarno ter z vidika ZVKD-ja ustrezni. Seveda glavni predpogoj postavitve sončne elektrarne pa je tudi pozitivno soglasje Elektra Ljubljana, da ga lahko priključimo v omrežje. To bi bilo z moje strani. Hvala. Želiš še kakšno dopolnilo? Ne. Potem dajem besedo svetniški skupini listi Sandija Uršič, Aleksandru Uršiču, izvoli. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Občina Kamnik ima v lasti večje število poslovnih prostorov, na kateri so nam bolj znani, drugi manj. Zanima nas seznam poslovnih prostorov v lasti občine Kamnik, ki naj vsebuje naslednje podatke. Najemodajalec v primeru, da prostor ne oddaja v najem občina Kamnik, na primer gostišče Stari grad, gostinski lokal na bazenu, ustrezno kdo je najemodajalec, mesečno najemnino, mesečni strošek, v primeru, da je plačnik občina Kamnik, obdobje najemne pogodbe, proračunska sredstva namenjena za prenove in vzdrževalna dela v obdobju 2014-2024. Na seznamu pričakujemo tudi poslovne prostore, ki trenutno nimajo najemnika, od kdaj ga nimajo in razlog, zakaj ga nimajo. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospe Lidiji Fujan za pojasnilo. Izvolite. Besedo, lep pozdrav. Občina Kamnik oddaja naslednje v najem poslovne prostore, in sicer zadrugi Kickstarter za mesečno najemnino 91 evrov za nedoločen čas. Potem 2 šotora, ravno tako, zadrugi Kickstarter za mesečno najemnino 1584 evrov za nedoločen čas. Prostor v bivšem Kiku, Kovino strugarstvu Tomaž Kadunc za znesek najemnine 432,50 za nedoločen čas. Kamnik Šlenku, 3 poslovne prostore, in sicer 10 za najemnino v višini 735 evrov za nedoločen čas, potem prostor številka 9 za najemnino v znesku 883,20 evrov za nedoločen čas in prostor, dodaten prostor za najemnino mesečno 437,50 evra za nedoločen čas. Sem Primožnik Ivanu, poslovni prostor številka 14, prav tako v Kiku za najemnino v znesku 412,15 za nedoločen čas. Telekomu Slovenije, skratka avtomatsko telefonsko centralo v Lazah za nedoločen čas za mesečno najemnino 163,03. Zavodu Oreli, pisarno na Tomšičevi za mesečno najemnino 32 evrov, najemno pogodbo imajo sklenjeno do 25.10.26. Arrivi sanitarije na Majstrovi, mesečna najemnina 1 evro za nedoločen čas.
družbi Selito poslovni prostor na tržnici za mesečno najemnino 405 evrov za nedoločen čas, Farma Mihan poslovni prostor Mesnico na Usnarski za najemnino v znesku 290 evrov za nedoločen čas, Mesu Kamnik poslovni prostor na pokriti tržnici na Tomšičevi 23 za mesečno najemnino 176 evrov za nedoločen čas, Ahmetaju Ramadanu trgovino s sadjem na Tomšičevi 23 za mesečno najemnino 384 evrov za nedoločen čas, Aktalu en del avle občinske za fotoavtomat 50 evrov je najemna pogodba za nedoločen čas, Kalcitu poslovni prostor v bivšem Kiku za najemnino 1764 evrov za nedoločen čas. No, zdaj pa preberem še tiste, v katere smo pa vlagali določena proračunska sredstva, in sicer v poslovno stavbo policijske postaje Kamnik, ki jo ima v najemu Ministrstvo za notranje zadeve, mesečna najemnina 1781,02, najemna pogodba za nedoločen čas. V obdobju 2014-2024 smo vložili proračunskih sredstev 415 1299,76 evra. Za to energetsko obnovo, okna smo zamenjali, fasado smo sanirali, streho smo zamenjali, skratka uredili prostore za prometnika, za stranke, za zunanjo klančino smo uredili za gibalno ovirane osebe. Trgovino Mifor na glavnem trgu dajemo v najem za najemnino 286,86 evra za nedoločen čas. V letu 2021 smo plačali skupni strošek, menjavo ograje za 500, delež občine je bil 564 oziroma 565 evrov na okroglo. Dajemo v najem privilegiju Vinku pokrito tržnico, ribarnico za nedoločen čas za mesečno najemnino 301,89 evrov. V 2019 smo delno obnovili vodovodno inštalacijo in keramičarska popravila izvedli za znesek 2979,24. Trgovino v Motniku dajemo Mlinotestu za mesečno najemnino 111 evrov, najemna pogodba je sklenjena do 21.6.27. V obdobju 2014-2024 smo namenili 5608,77 proračunskih sredstev. Kavarno Veronika dajemo družbi Časpal za 990 evrov, najemna pogodba je sklenjena do 25.10.27. V obdobju 2014-2024 smo v obnovo namenili 193.296,91 evra. Selito, ta poslovni prostor na tržnici je najemnik obnovil v letu 2021 z lastnimi sredstvi skladno s pogodbo. Kulturnemu društvu Tuhin oddajamo prostor bivše pošte v Tuhinju za nedoločen čas za mesečno najemnino 68,44 evra. V obdobju 2014-2024 smo v obnovo vložili 18.986,86 evra. Veliki Planini oddajamo v najem Preskarjevo bajto pa Košutnikovo kočo za 500 evrov na mesec do konca oziroma do 31.12.27 je pogodba sklenjena. V obnovo koče Košutnik je občina ali pa za obnovo koče Košutnik je občina namenila 31.128,20 evra. Skratka uredila, zamenjala dotrajano pohištvo, zbiralnik Kapnice je uredila, v obnovo Preskarjeve bajte je pa vložila 24.970, letošnjem letu je celovito obnovila streho, to je to. Upravljanje je oddala Zavodu za turizem Šport Kamnik, Stari Grad, ki ga ima zaenkrat še v najemu firma Dajzijev d.o.o. za mesečno najemnino 645,26 evra. So pa v fazi sporazumne prekinitve najemnega razmerja. Vlaganja v ta Stari Grad, občinska, so bila v znesku v teh 10 letih v znesku 107.682,05.
Prav tako ima v upravljanju bife na bazenu Zavod za turizem, šport Kamnik. Bife na bazenu ima v najemu družba Lafut za mesečno najemnino 459,73 evrov, najemna pogodba je za nedoločen čas sklenjena. Skratka, v ta poslovni prostor je bilo v teh 10 letih vloženo 18.229,41 evrov. Skratka, v prostore bivšega KIK-a ali pa v te poslovne prostore smo vložili v teh letih 50.945,47 evra, vendar niso zaradi dotrajanosti primerni za uporabo, namenili smo jih pa za obnovo, nujno potrebno obnovo streh, določenih streh na teh objektih, da ne bi še bolj propadali. Zavod za turizem in šport Kamnik ima v upravljanju naslednje nepremičnine: poslovni prostor na Glavnem trgu, ki ga uporabljajo, na Glavnem trgu 2, ki ga uporabljajo za svoje dejavnosti, nogometno igrišče z atletsko stezo na stadionu, prijateljstva v Mekinjah s pripadajočim objektom, z garderobami in zunanje rokostrelsko strelišče Mekinje, nogometno igrišče v športnem parku Virtus s servisnim objektom in poslovno stavbo, pa igrišča za odbojko na Mivki in teniška igrišča pod Skalco ter letno kopališče Kamnik s pripadajočimi objekti. Zavod za kulturo Kamnik ima skladno s pogodbo brezplačno upravljanje naslednje nepremičnine: Mekinjski samostan. Proračunska sredstva v teh 10 letih za obnovo so znašala 249.121,13 evrov. Prav tako ima v upravljanju Dom kulture Kamnik, Fužine 10. Proračunska sredstva v 10 letih so za obnovo, energetsko sanacijo, skratka fasade, menjavo oken, izvedbo sončne elektrarne, zamenjavo scenske razsvetljave in odrske mehanizacije so v 10 letih znašala 812.252,55 evrov. Prav tako ima Zavod za kulturo v upravljanju tudi orodjarno v nekdanji smodnišnici. To je to. Hvala. Želiš še dodatno pojasnilo? Izvoli. Bolj kot dodatno pojasnilo bi se zahvalil občinski upravi za res izčrpno pripravljene odgovore. Odgovor je obsežen, tako da na palec se vidi, da določene prostore smo veliko več vložili, kot bomo z najemninami dobili nazaj, tako da je vredno razmisleka, o kaj počnemo, tudi predvsem za naprej. Bi mu pa ta moment samo eno vprašanje: Selito je najemnike poslovne prostore prenoval z lastnimi sredstvi. A to pomeni, da se je strošek te prenove upošteval pri najemnini ali ne? Hvala. Hvala. Poračunavanja vlaganj z najemnino niso dovoljena. Hvala. Zaključujem to točko.